Beletrina v živo. Lep pozdrav vsem, ki si privoščite pogovore o knjigah, Beletrina v živo. Danes ob izidu knjige Daneta Zajca v besedah, ki sva jo zakrivila Jerneja Katona Zajc in moja malenkost Aleš Šteger, ob meni pa je dragi prijatelj Janez Škof, ki ga ni potrebno posebej predstavljati, verjetno tudi ne posebej povedati ali pa izpostaviti te tesne vezi, ki te je Janez več kot desetletje res vezala z Danetom. Bila sta absoluten triumfalni par na odru, ko sta vidva nastopila, ti na harmoniki in Dane s svojo tihotno prisotnostjo, je bilo popolnoma jasno, da smo priča nekemu nepričakovanemu, nenavadnemu obredju. Spomnim se, da sem tedaj še kot urednik Tribune dobesedno hodil skorajda na vsak vajin nastop tukaj, ogromno sta nastopala tudi v tujini. Enkrat pa sem se spomnim imel kot avtor priložnost, da so nas povabili skupaj v Salzburg, literarno hišo v Salzburgu. Bilo je ogromno ljudi, se spomnim. Jaz sem bral najprej v nemščini, to je bilo okej, ampak potem sta pa vidva nastopila in ni bilo prevodov. Dane je govoril svoje pesmi v prostor v slovenščini, ti si igral, ampak je publika bila kot prikovana in je zdržala več kot 1 uro tega dogodka. Mogoče ti povej malo, kako je sploh prišlo do vajinega sodelovanja, pa na kak način si ga ti doživljal kot človeka? Jaz sem si pač v enem določenem obdobju kupil frajtonarco, rabljeno, seveda, enega fanta iz Novega mesta po oglasu. In sem se jo pol začel igrati, pa nisem imel pojma prej. In istočasno so izšle Zajčeva zbrana dela pri Cunjaku. Ti so v 5 knjigah, ne? Ja. In tam so tudi Danetove čist zgodne pesmi, ki jih je pisal takoj za tem, ki so ga mogoče še celo med gimnazijo. In skratka, v tem času, ki je bil res še zelo mlad, in so take bolj enostavne pesmi, tako da se rimajo, pa tak preprost ritem imajo. Ampak me je totalno presenetilo, šokiralo, da se mi zdelo, pač meni, da je v bistvu v teh najbolj preprostih, ki jim lahko rečem celo pesemce, in tako sem jih tudi nekako jemal, ker sem jih pol kar špilal na harmoniko, se mi je zdelo, seveda, to je laično, ampak se mi je zdelo, da je ista, da pričajo v nečem istem, kot so vse njegove kasnejše pesmi do konca. Samo drug način je, bolj naiven mogoče, bolj preprost, bolj mladosten, ampak mogoče celo bolj romantičen, no, najbrž. Ampak vsebina je ista. In ta vsebina se meni nikdar ni zdela mrak, nikdar se mi ni zdelo to, tako kot so ljudje govorili, to so same nelobanje, pa ne vem, nihilizem, nikdar se mi ni zdel daleč od tega, da bi bil to kakršenkoli nihilizem, če jaz nihilizem sploh prav pojmujem. Pač pa so se mi zdele polne življenja, v resnici, ampak življenja, ki samega sebe ne olepšuje. Namreč življenje, do katerega prideš s seciranjem realnega življenja, svojega ali pa svojih najbližjih.
In to mislim, ali pa družbenega življenja. In to je, Dan je imel, se mi zdi, en tak fenomenalen občutek za to, ker ne samo v pesmih, tudi ko je govoril, se spomnim, kako sem bil presenečen prav. V Münchnu sva tudi nastopala enkrat in ga je ena gospa pol nekaj spraševala, tisto je bilo za televizijo. Zdaj se ne spomnim več kaj in tako naprej. Kako je v enih 3 stavkih, zelo na kratk, pa še po angleško povedal nekaj, kar je bilo genialno, no? Kar se mi je, pa res zdaj ne vem kaj, ampak to, ko sem bil čisto prepiran, kako je znal, tik pred tem smo se pa še nekaj zajebavala, nekaj hecala, pa to ni bil nič poglobljen ali karkoli. Kako je znal Pointirati. ne samo pointirati, kako je znal najti pravo besedo za točno tisto, kar je hotel povedati. In zaradi tega ni porabil preveč besed, jih je porabil malo, ampak tiste so bile popolna celota in misel je bila dejanska. Dejanska, ki bi jo materializiral. To je imel Dane. To je tudi v njegovih tekstih je to. Zdaj smo recimo delali v teatru Otroka reke, ampak smo kot branje knjige naredili. Niti ne sploh ne kot radijsko igro, tiste je malo drugačen del. To smo samo res brali. Sicer po osebah so nam jih razdelili, da je bil vsak nekaj in smo jih brali. Ampak je res fascinantno, no, je utrgan, koliko so te metafore žive. Metafora je mogoče že prešibka beseda, ker to so cele slike, ne, ves čas. Slike, ki so pa obenem tako osebne, niso slike narave, niso tihožitja, nič od tega, ampak so slike dogodkov. Slike dogodkov v enih irealnih svetovih, ki pa se mi zdi, da odzvanjajo v principu vsakmu. Da so v osnovi te strukture, besede, pojmi, no, boljš pojmi kot besede. Besede vendarle označujejo, pa več besed včasih rabiš, da prideš do pravega pojma. Da izvirajo iz enega meta sveta, ki ga v principu vsi poznamo, ne? Ki je malo svet našega otroštva, svet enih čudnih spominov, praspominov, svet odraščanja, svet gozda, konec koncev še v meni je, čeprav mi nismo bili daleč od tega, da bi bili kmetje, naša dva sta delala v tovarni, ampak to kmečko izročilo Slovenije še jaz nosim v svoji kulturi, če že ne zaradi drugega, zaradi cerkve, ne, ker smo tudi vsi maš hodili, pa katekizmu in tako naprej. Smo to poslušali. In to nekako je predane tu noter, no. S tem, da je pa povzdignjen v klasiko, no. Jaz sem se zelo spraševal, ravno ko sem vedno znova razmišljal o tistem večeru v Salzburgu, mislim, kako držati pozornost občinstva, ki ne razume na ta način, da je bilo evidentno, da doživljajo praktično enako močno, kot da bi razumeli vsako besedo. Dane dostikrat govori o ritmu, ne. Na nek način, kot da ima nek pristop do jezika, ki je izrazito telesno zvočen, kjer je zvok in telo eno in isto. In dostikrat tudi sam v kakšnem eseju govori o tem, kaj se zgodi, če pri pisanju pesmi recimo se ritem in misel spreta, potem pesem propade in tekst propade. Skratka, to neko izjemno organsko doživljanje jezika in tudi izjemna preciznost, ki iz tega sledi. In tu mislim, da imaš absolutno prav, da je ta njegov svet izrazito celovit. Tudi pri sestavljanju te knjige v besedah sva se znašla recimo z Jernejo pred tem velikim izzivom, na kak način narediti izbor zdaj iz njegovih tekstov, po možnosti še
pokomentirati, da ne izpade na nek način proti temu, kaj Dane je in zakaj je stal. In na koncu smo prišli do nekega modela, zelo nenavadne knjige, kjer smo izbirala zelo kratke odlomke iz dram, iz intervjujev, pričevanja, recimo ti imaš krasno pričevanje noter o tem, kako sta se vozila po Avstriji in poslušala Paula Conteja, kaj se je vse zgodilo, ali pa druge sodobnike. Predvsem pa seveda pesmi, ampak razvrščene po nekih tematskih sklopih in predvsem po nekem zaporedju, ki brez da bi zdaj kdorkoli od zunaj, tako kot zdaj midva govoriva in se spominjava nanj, brez da bi obstajal tam nek meta komentar, da bi nekdo komentiral in predalčko in postavljal nekam in poskušal z tega delati zgodovino, ampak dejansko zgolj z razvrstitvijo tekstov vzpostaviti neko zaporedje, ki komentira samo sebe. Ker Dane izrazit, se mi zdi, pesnik, ki je do te mere močan, prisoten, karkoli o njem rečeš, na nek način si že zgrešil, si že naredil v bistvu neko zožitev tega, kar je tekst zgolj kot tak v obliki literature. Z tega je potem nastala knjiga, tudi polna recimo teh nekega fotografskega materiala, obtožnice proti njemu, dopisovanje sodišče in podobno, ki naj po eni strani spet nagovarja mlajše bralce zato, ker je zelo žalostno, če si mislimo, v 15 letih, odkar Daneta ni med nami, je zelo malo njegovih del izšlo, ali pa tudi relativno malo se je igral na slovenskih odrih, v zadnjih 2 letih je se to malo spremenilo, ampak prej pa je zavladal precejšen molk. Da ga po eni strani vrnemo med bralce, po drugi strani pa seveda, da vse nas, ki smo na nek način preživeli zelo močne faze naših življenj s temi teksti, spet opomnimo na res izjemnost te poezije. Jaz se spomnim, Janez, kako sta snemala Ogenj v ustih v Mladincu. Ti še si tedaj bil v Mladincu in zjutraj smo se tam dobili, smo šli najprej v Gulliverja, da se malo omehčamo, pol pa je, vem, da je bilo moralo biti pomlad ali pa proti poletju, že bilo je toplo, on je imel samo srajco je imel in potem je imel mikrofon tam pri vhodu med obema vratoma, proti odru. Tam je bil zaprt, imel mizico in lučko in mikrofon in potem je ven potegnil iz svoje srajce samo en mali listič, kjer je imel gor napisano tako 20 naslovov pesmi, ki jih bo bral. In potem sem rekel, kje imaš knjigo? Rekel, knjigo, ne? Ne rab, ampak jo imel s sabo, v resnici. A je imel? Je imel, zmeri. Ampak ja, res je pa vse pesmi znal. In mene je najbolj šokiralo to, ne tako, ko smo zaprli vrata in je on pač povedal pesem za pesmijo in je to trajalo 1 uro. Ampak potem, ko je ta vaš tonc, kako je bilo ime? Silvo. Ko je Silvo rekel, veš kaj, tam v 3. pesmi, 6. vers si malo požrl slino, pa v 8. pesmi začetek, pa v 23. pesmi konc pesmi. In on je potem iz glave skakal med temi verzi in povedal samo tisti vers v pravi intonaciji, v pravem ritmu, v pravem znosu. V glavnem, bil je do te mere nek način eno s svojimi pesmimi. Vem, sam mi je večkrat govoril, da se čuti zasledovan od teh pesmi, da bi jih v bistvu rad pozabil, ampak da ga ne pustijo. Ja, to pa ne vem. Meni je razlagal, da so se včasih bila cele poti tih, da so se veliko vozila, ne, jaz sem šofiral. Lahko so bila čist tih skozi, lahko so se pa ogromno pogovarjala, kakor je bilo. In mi je razlagal tudi malo, kako piše včasih. Je rekel, da mu jih včasih en prepoduje. Seveda, to je notranji glas, ker ti šiba.
Je rekel, prav gor na Ulazu, ne, tam gor je imel en tak Stan. Sem bil nikoli pri njemu, ja, en tak pastirski stan. Tam gor je rekel, da je veliko stvari tam gor ratalo. No. Prav v detajle pa nisem hotel odrezati vanga s temi stvarmi. Ampak mi je takih par zanimivih stvari povedal. Recimo tako za Potohodec bo mogoče zelo kakšne dramaturge ali pa režiserje iritiral, ker se ga bojo lotili, pa ga bojo poskušali razumeti, pa vse to. Potem je pa enkrat rekel, veš, kako sem jaz tistega Potohodca naredil. Jaz sem že vse napisal, ampak mi ni bilo všeč, pa nič. Takrat sem bil v knjigi, v bajtici od pisateljev na Bledu. Je rekel, pa sem ga pa, takrat je bilo to malo modern, delati kolaže. Sem pa cel tekst zrezal, pa ga kar naslepo dal skup. In tako je šel. Tako da to je en tak napotek za režiserje, če jih zanima. Da spet razrežejo. Ti si igral tudi v Grmačah, ne? Se spomnim. Ne, v Grmačah ne. Jago Babo. Ja, Jago Babo, pardon. Ja. Po Potohodca še prej tudi v Mestnem. Ampak to so bile take stvari, ni nič kaj tega ratali. Tudi niso bile, ne vem, kakšne predstave. Super je bila zanj, sem gledal Grmače od Nina Rajić. Mislim, zanj, to je že 3-4 leta, kar sem gledal v drami, ali pa 1 let, ko so gostovali. To je drugače mariborska predstava, je bila super. Ko sta nastopala skupaj, je bilo to nekaj, kar sta naštudirala, ali je vedno se spreminjalo? Je bilo popolnoma Ne, to sta imela pa fiksirano. Sta imela? Vidva sta to fiksirala, ko sva šla v Štrasburg. Njega so povabili, oziroma to je bil gospod Novak, od Lukata Novaka oče. Kako me že ime? On je bil, to je bilo, Slovenija se je liko osamosvojila in tako naprej. In on je bil v Štrasburu ene vrste gospodarski ataše, nekaj takega, ne vem. Tak fin človek, lahten, pa žena. No in on enkrat me pol dane klical in rekel, mene so pa klicali neki tale Novak iz Štrasbura, če bi šel enkrat jaz nekaj nastopati, pa če bi imel še kakšnega glasbenika s sabo, rekel, a greš ti. Jaz sem mu pa enkrat prej pa rekel, da sem malo njegove te zgodne pesmi špilam na harmoniko, če ima kaj proti. Ne, je rekel, da best, pa sem šla polko in nekaj nastopati, ker še nič nisem znal. Sem šla kje v bliz Moravč, v Lukovca. No, ampak je rekel, ja, lej, se to bo šele čez ene pol leta, koliko, 3-4 leta. Je rekel, se imava dosti časa, a si za? Sem rekel, ja, super. No in pol sva začela, pa sem se jaz začel učiti, sem začel muziko delati, pa vse to. Jaz sem si jih sam zbral in pol sva, enkrat se zdane tam dol usedla, to pregledala, pa ne vem, a sem jih jaz zašpilal. Pa jih je pol še on svoje postavil, kjer bo imel on, in tega sva se pol v principu držala. Možnost, da sva še kakšno dodala kasneje, ene dve njegove, pa ene 2 moje. Možno, da sva še dodala, ampak pol sva se pa tega držala. Je pa seveda variiralo po tem, kaj sem jaz igral, pa to je, sem se veliko mopla. Sem se še motil, ker se zdaj mogoče ne, pa tako naprej. Jaz se spomnim, da sta imela tudi outfit, tako suknjič in včasih sta bila celo bosa. Ja. Tako sta bila prav stilizirana. To si verjetno tudi ti. Ja, jaz sem najdel, to me je pa Joži najdla. Joži je bila garderoberka v Mladincu. Pa sem rekel, daj mi kakšno tako, nekaj tako malo kmečka ali karkoli. Pa me je najdla nekaj. Dane pa rekel, super je, to mi je zelo všeč, jaz imam tudi nekaj takega. Pa jaz klobuk, pa on je imel kar svoj klobuk, pa je bilo super. In pa sva tako nastopala in ja, recimo, ker smo bili, jaz sem se zmeraj tudi temu malo čudil, kako ima človek koncentracijo, da posluša nekaj, kar pa čisto nič ne razume. Ampak Nemci to rad počnejo, ali pa so drugi, smo vsi taki, ne vem.
V Berlinu sva bila na tem literarnem bienalu, to je bilo 2000 ljudi na ulici. In tako super scenografijo so imeli, super scena je bila ena taka kocka, da je bila čist postran in noter v kocki. Smo pol bili nastopajoči in vsak je imel, ne vem, koliko, pol ure. Takrat je bila tudi ta, ki je, Nemka, ki je, ali pa Avstrijka, ki je Nobelovo nagrado dobila. Pa zdaj sem pozabil. Elfriede Jelinek. Ne, to je bilo prej. Pesnica. Herta Müller, ja. In no, tam sva pol stala, tako da sta sploh izgledala, kot dva, ki so pol videl fotke. Kot dva krokarja sva bila res, no, tista kocka je bila čist bela. Bela, midva pa črna noter. In vse je bilo postran, midva pa sva naravno stala, tako da je izgledalo v bistvu veliko obratno, kot da sva midva čist postran. In sva takole strmo gledala dol, pa jaz špilal, pa dalje govoril. In to so bili hipnotizirani. To je bilo 2000 ljudi, bi slišal 10 Pfennigov, če bi komu padlo na tla. On je bil izjemen interpret svojih pesmi. Vem, da je marsikateri igralec mu prav zavidel, da je znal tako dobro interpretirati. Noter je tudi odlomek o tem, o enem tekstu, kjer on govori o tem, kako je kot mlad človek na nek način študiral tekst. In je verjetno zelo blizu temu, kar vi vrhunski igralci na nek način počnete, da tekst, ki ga je sicer sam napisal, poskuša res odmisliti od sebe in ga govoriti, kot da pač ni to njegov tekst, ampak da je to tekst, ki mora biti... Slišati je bilo čist njegov, ne? Seveda. Ja, slišati je bilo, ampak... To je rezultat. Ja, kot nekaj objektivnega. Ja, pa predvsem, to je finta, no, da si totalno preprost je bil v tem. To je preprostost. Manj okraskov, manj tega preprosto, da iščeš misel. S tem, da so bile to tudi njegove besede, ki jih je sam zbiral. Je pač jezik iz Moravč, pa iz tega konca, ki je živ. So njemu tudi zelo odzvanjale, ker to se pa čuti, tudi ko ga poslušaš, ki govori. To je njegova beseda, ki jo reče. In to se je čutil. Ampak dejansko gre pa za to, da je popolnoma preprost. Čist. Celo knjigo smo na nek način z Jernejo Katona Zajc organizirala ravno okrog teh besed. Ker seveda, mi, ko smo ga poznali, pa ko smo ga toliko brali, nam te besede zvenijo, jih prepoznamo dostikrat. No. To pa res zajčevska na nek način beseda. Tam je neka energija, tam okrog te besede, nek magnetizem je zbran, ki je zelo specifičen njegov. In smo celo knjigo v bistvu začela tako, da smo začeli razporejati tekste ali pa delce tekstov okrog teh besed. Ampak nismo htela delati tudi na koncu samo nekega tehničnega geslovnika. Ja, pa težko je, ker ene od teh besed niso čist nič posebenega. Ene pa so zelo. Ja, ene pa ne, ampak so take, seveda. Zdaj pa zraven pa filozofijo zganjati iz tega, pa bi bilo pa ne. Ja, ampak smo jih nekako odrešitve ni, recimo, je ena takšna. Ali pa erotika, pa Bog te živ, seveda. V tem sta si bila podobna s Tisnikarjem. Jaz sem Tisnikarja spoznal tudi prek Daneta, takrat, ko se je delala, ne vem, kaj je bil to tudi za en projekt. Ta monografija okrog delal, grafike, ne, oziroma litografije. Ki je čisto noro, ki je zvedel. Lih takrat sem bil zraven tam v grafičnem centru, ki sem z enim tehnikom ali slikarjem, kaj sem jim pogovarjal, ki je pogledal to, da bom mogel še enkrat naslikati. Ja, kako je rekel, sem jaz že naslikal. To moraš enkrat. Brez vede. Okrog tega smo se takrat spoznali, srečali, ker je tudi pol najin CD šel v knjigi tudi zraven. Podobna sta si bila v tem. Tisnikar je bil tudi tako. Oba sta bila, če bi jih kar tako videl, srečal, pa še da bi jih pa v en gostilno srečal, bi rekel, da sta oba malo ena vaška posebneža. No? Oba sta imela blazen smisel za humor, pa
lih ne za enega, ne za drugega, ljudje, ki jih niso poznali, ne bi tega rekli, ne, ker zdaj zajca gledajo, to je pa nekaj bolj črnega. Kaj šele za tisti, kar je, ja, ta je pa na lobotomiji delal, mislim tam na, ki mrtve režejo, ne. Ne, totalen, no, veseljak prav in oba, in ki sta govorila pa skup, sta bila dejansko za skup, no, čist. Ja. Se pa zelo hiter, tisti, kar umrl. Ja, Tisti avtobus. s par umetniki je imel Dane to na nek način tesno sodelovanje. Zdaj, tle ne vem, če je šlo veliko prav za sodelovanje. Ja, ali pa recimo neko sorodnost. Ja, totalna sorodnost, pa sta jo tudi oba prepoznala takoj, po mojem prvič, ko sta se videla, sta se že poštapljala. Po drugi strani pa je bil seveda Dane predvsem potem tam 90-ih tudi družbeno zelo angažirana oseba, bil je v društvu pisateljev, v jugoslovanskih vojnah. Na nek način nekdo, ki je bil nepodkupljiv moralno, pa hkrati pa je tudi povedal, kaj si misli, no. Tudi o tem je mogoče nekaj proti koncu te knjige v besedah. Knjige, ki jo drugače lahko tudi preberete v elektronski obliki na Biblosu ali pa še raje fizični. Tak jo bom nastavil med naju. Pa bi se ti zelo zahvalil za ta pogovor. Ja, prosim. Se vidimo. Beletrina v živo.